Radomlje Medex so prestrašile Muro Nono povedle v njihovem domovanju, a na koncu izgubile s teniških 6-1. Črno-bele v teh dneh čakajo evropske obveznosti. Precejšnji del oddaje bomo namenili dogajanju na obali. Olimpija je premagala Gažon in drži priključek z vrhnjim delom razpredelnice. Prav tako pa je na Bonifiki med vikendom potekal festivalni dan dekliškega nogometa. Začeli bomo na kvalifikacijah za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Kadetinje so se merile proti Ferskim otokom in Islandiji. Mesto ob reki Savi ima že skoraj status tradicionalne baze mlajših reprezentanc. Na jugovzhodnem predelu Slovenije je kadetska izbrana vrsta čakala kvalifikacijski turnir za nastop na Evropskem prvenstvu, ki ga prihodnje leto prireja Severna Irska. Dolga in strma pot je do finalnega turnirja. Naše reprezentantke so začele v skupini B, kar je pomenilo, da se morajo prebiti v ligo više. Prve nasprotnice so bile igralke Ferskih otokov. Da z njimi ne bo šale, so nasprotnice pokazale že v prvi minuti. Trunk je žogo izbijala v kot. Nato so pa bele zagospodarile. Na igrišču v napadu je bila najbolj aktivna Gjergek, družbo je kot druga špica delala Velišček. Obe sta imeli vsaka po eno priložnost. V 26. minuti je z velike razdalje streljala Lebar, tudi sonce je oviralo pogled vratarke Ferskih otokov. Nasprotnice so se rešile z izdatno pomočjo prečke. Vse bolj so Slovenke oblegale nasprotna vrata. Selan je udarila z roba kazenskega prostora. Strelj po tleh z levo nogo ni veliko zgrešil cilja. V 39. minuti so imele naše prosti udarec. Podaja je šla na prvo vratnico, z glavo je bila spretna Gjergijek, ki je pokazala, da ima izjemen nos za zadetke, zasluženo vodstvo za Slovenijo. V drugem polčasu je mlada nogometašica Mure večkrat našla luknje v obrambi nasprotnic, vendar je bila za korak prehitra. Zadetek v 60. minuti je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Strel slabih 10 minut kasneje je šel mimo vrat, a tudi to pot je bila 19-tica za hrbtom obrambe. V 75. minuti je Gjergijek našla pravi trenutek, tokrat brez možnosti za nasprotno vratarko. Pet minut pred koncem so severnjakinje zadele okvir gola, na nasprotni strani pa je sproti napada zadevala Kjara Košir. Ko je že tekla zadnja minuta sodnikovega podaljška, je častni gol za Ferske otoke dosegla Benjaminsen. Islandke so z višjo gol razliko premagale Ferske otoke, vendar bi Sloveniji ob kombinaciji drugih obračunov zadostoval tudi remi za napredovanje. In kazalo je dobro, že takoj v uvodu so si naša dekleta priigrala izvrstno priložnost za gol. Lana Lesjak je neovirano skočila, žoga ni šla daleč od cilja. Po dobrih 30 minutah igre pa je prav branilka Radomlje Medex prejela še drugi rumeni karton in Slovenke so nadaljevale z eno manj v polju. Dobro so se držale in Islandija ni uspela streti čvrste obrambe. Ker se niso uspele približati našim vratom, so severnjakinje poskušale streli od daleč. 20 minut pred koncem se je rezultat prvič spremenil, zadela je Oskar Doterjeva. 4 minute kasneje je bilo 2-0. Poskus z razdalje in novo veselje za Islandijo. Moči je zmanjkovalo našim. V 89. minuti je zadetek Ingir Borg razblinil sanje Slovenije o uvrstitvi v ligo više. V spomladanskem ciklusu jih čaka nova preizkušnja v ligi B.
Znani so tudi datumi članske reprezentance, ki se bo med marcem in junijem borila v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu. Marca najprej z Nemčijo na gostovanju in nato doma proti Avstriji. Aprila sledi dvojni obračun z Norveško, junija pa proti Avstriji na gostovanju in še z Nemčijo doma. Mladinska reprezentanca U19 se bo konec meseca podala v kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu. V Severni Makedoniji naše igrajo proti domačinkam, Azerbajdžanu in Gruziji. Poglejmo si dogajanje v državnem prvenstvu. Na sporedu je bil 13. krog. Zaradi evropskih obveznosti je Muranona igrala proti Radomljam. Medex že v petek. ŽNK Ljubljana se je srečala s kirurgijo Esthetical Alumini. Cerklje so pričakale Primorje. Toslo Nutri Cosmetics Krim Hubat je bil na gostovanju pri Žalcu Trbovljah. Gažon Lelok je igral doma z Olimpijo. Olimpija je dvakrat proti Gažonu Lelogu igrala na Bonifiki. Prvič dosegla 10 golov, drugič pa 14, so domačinke letos prikazale očiten korak naprej in v srečanje niso krenile z belo zastavo, čeprav je bilo jasno, da so zmajčice favoritinje. V 3. minuti je Maša Osojnik prehitela tako svojo čuvajko kot vratarko in ob prvi vratnici poslala žogo v gol. Prekinitve so bile močna točka Ljubljančank. Po predložku z desne strani je bila najvišja branilka Rozmarič. Primorska obramba je nekdanjo reprezentantko pustila preveč osamljeno. Kapetanka je že pri 7 zadetkih v letošnjem prvenstvu. V 4. minuti nadaljevanja znova kot za Olimpijo in nerodno posredovanje Žnidaršičeve. Avtogol za prednost Olimpije s 3-0. Monika Globočnik je ena od novink Olimpije. Dobro se je vključila v vezno linijo. Strelom izven kazenskega prostora je matirala Žano Galjot. Nekaj manj kot 5 minut pred koncem je mojstrsko prosti strel izvedla Rozmarič. Žoga po mnenju sodniške ekipe ni prečkala golove črte. Potem, ko so Gažonke na zadnjih 2 obračunih Olimpiji dosegle vsaj en gol, jim to pot ni uspelo premagati zelene obrambe. Ljubitelice in ljubitelji ženskega nogometa, dobrodošli ob tej zgodnji popoldanski uri. Sliko smo v Radencih in dobrodošli na Planet 2. Ja, pred nami je tekma 13. kroga prve ženske nogometne lige Triglav in derbi imamo. Na to petkovo popoldne Mura 6-kratne zaporedne aktualne prvakinje danes pričakujejo Radomljanke, torej ekipo ženskega nogometnega kluba Radomlje Medexa, ki seveda prihaja sila motiviran v Prekmurje, natančneje, kot smo dejali, v športno-rekreacijski center Slatina v Radencih, kjer je že vse nared za današnji obračun. Vreme, lahko rečemo, za ta novembrski čas sila ugoden tudi za igranje nogometa. Puščajo še vedno traja tista prva ofenziva, že takoj v uvodu te tekme in kar nekaj dela že za živo Galjot v vratih Radomelj. Tujem Radomljanke nikoli niso, namreč v Prekmurju, mislim, zmagale oziroma niti ne remizirale nikoli. No, zdaj pa priložnost in presenečenje. Takoj šok nekako v Radencih, brez ofsajda. Zadela pa je le kdo drug kot Ula Omerzu. 1-0. Poglejmo, sjajna podaja je to bila. Malce je tam zaspala tale nekakšna ofsajd zanka. Takole ni šlo z odvzemom žoge. Pa lep sprejem Omerzujeve in devetica je znala odgovoriti čim hitreje, kajti kot vidimo, danes je Matej Mavrič-Rožič dobro nabrusil svoje čebelice, ampak kaj hitro znajo odgovoriti tudi Prekmurke. Ana Milović strelom proti golu, ali je bila to igra z roko, kot kaže zdaj. In igra z roko, učinkovito, ampak bomo videli, kaj ali lahko preseneti. Tole pa je bilo tudi blizu. Živa Galjot je šla v pravo smer, ampak dovolj močno je sprožila z bele točke Ana Milović in niti ne minuto ni trajala prednost Radomelj, ko so Prekmurke že izenačile. Pustimo zdaj to, gol je zapisan, Mura je izenačila na 1-1.
No, zdaj pa napad Mure, ali je tukaj priložnost, da danes Prekmurke pridejo do preobrata? Ne bo se še to zgodilo v 23. minuti. Podaja tam, tole zna biti nevarno, ali je tukaj gol, zatresla se je Prečka. Prečka zdaj rešuje Radomlje, je pa res, da se je odbila žoga navzgor, tako da je zadela zgornji del Prečke. Noel Velčnik je bila tista, ki je sprožila, lepa podaja je to bila, takole s petko je zaposlila svojo soigralko. Milovičeva, ja, pogledala je, koga ima na voljo, pa najprej našla Vilčnikovo. Jelena Paneska z dolgo podajo, no tukaj zdaj brez prepovedanega položaja in gol. Ja, popolnoma osamljena tam je bila Zala Omerza. Mura vodi z 2-1. Ja, zdaj pa seveda bodo morale strniti svoje vrste in dati pravzaprav kot radi pregovor na nogometaši in nogometašice rečejo vse od sebe. Snela po obrazu, malce tudi po očesu. Ja, to zna kar malce zapeči in pa nič kaj prijetno ni. Takole zdaj strel proti vratom in mimo okvirja vrat je tole poletelo, ampak vseeno kot kaže, ali bo to kot za Muro, tako je. Noel Vilčnik čakajo, da bo Dolinarjeva tokrat izvedla tale kot visoka žoga, tole je letelo, v blizu je bilo, ali bo to nov kot, zdaj že tretji kot po vrsti Radomlj Medeksa. Tudi za njo danes tole že 11. tekma, vsakič igra, no zdaj priložnost in Ana Milovič. Ja, torej le slabe 4 minute so potrebovali črno-bele, da so povišali na 3-1. No, zdaj verjamem pa, da nekoliko lažje dihajo tudi vsi tisti, ki navijajo za črno-bele. Tako da tisti, s katerimi se pogovarjam, ki spremljajo takole bolj v športnem smislu ženski nogomet, pravijo, da bi bilo seveda lepo, no zdaj pa še en gol. Ana Milovič, govoril sem o čakanju na novo priložnost in tukaj je 53. minuta. Trpiš na nek način, ko se trudiš, ampak si prešibak. Enostavno tista dnevna forma ni prava, ni ima svojega dne. Takole pa je Dolinarjeva lepo poslala žogo v kazenski prostor, malce zavrtinčena žoga. Milovičeva pa je dobila na 24 tekmah, torej pol gola na tekmo v povprečju. No in sedaj priložnost še za 5-1, ali je tukaj petarda, ki je počila, tako je. Ravno v 60. minuti pa je Dolinarjeva, če sem prav tole spremljal, gol out liniji, takole Lea Dolinar, desetica, počakala je, ustavila se in ukanila kar trojico nogometašic Radomlj, vključno z vratarko Živo Galjot. Poglejmo, takole je žoga končala v mreži. Šele njena druga tekma, ampak počakajmo zdaj to zgodbo, kajti Mura ima novo priložnost, tam je spet bila uspešna obramba, strel preko vrat, Mura napada, Mura grize in ne popušča. Paneska je bila tista, ki je preveč je bilo rumenih dresov pred njo, ampak ni konec. Dolinarjeva zdaj preigrava, dobra poteza Dolinarjeve, še vedno Dolinarjeva podaja tam na drugo stran, ali je tukaj golni. Ostaja 5-1. Ljubljana zna vse skupaj postaviti znova na staro stanje 5 točk razlike. Hana Serec, ali bo znala soprati kaj nevarnejšega in uspelo je. 6-1, nov gol za Muro, 15-tica. Asja Cvetkovič za 6-1. Takole, Hana Serec, torej obi menjavi sta se izplačali, oziroma novo akcijo, da tudi Mura prejme nov gol, ampak dovolj je danes nogometa v Radencih. Matej Kapun je odpiskal konec tekme. Torej Mura je odpravila Radomlje
Danes Radomlje niso bile tiste, ki jih poznam jaz, iz treningov, tiste, ki jih poznam s tekem. Enostavno nismo prišli v igro, nekako smo imeli neko straho spoštovanje, ampak ne glede na to, pride tudi tak dan, slab dan, enostavno je treba čestitati tudi Muri za izjemno predstavo. Določene stvari niso funkcionirale, me pa mogoče zmoti v danem trenutku karakter ekipe, določene punce, ki si želijo, določenim malo manj in tukaj iz tega vidika moramo narediti korak naprej. Ena težka tekma proti odličnemu nasprotniku. Vidimo, da se z leta v leto dvigujejo, tekmo so boljši, igrajo res modern nogomet, vidi se podpis trenerja. Malo smo šli nervozni v tekmo, zavedajoč, da nas čaka nekaj velikega še naslednji teden. Malo smo bili hendikepirani tudi z izostankom nekaj igralk, ključnih iz prve ekipe, ampak vse, ki so jih nadomestili, so upravičili zaupanje, odigrali dobro in na koncu smo zasluženo slavili. V državnem prvenstvu je Mura Nona 6-1 premagala Radomlje Medex, kot smo ravno kar videli. Ljubljana je brez pomoči Mirjam Kastelec 6-0 ugnala Kirurgijo Estetикал Aluminij. 3 gole za 3 točke je doseglo Primorje Toslano Trikosmetics proti Cerkljam. Krim Hubat je s 5-1 premagal Žalec Trbovlje. Olimpija pa 4-0 na gostovanju Gažon Lelog. Ljubljana ima 5 točk prednosti pred Muro Nono, a tudi 2 tekmi več. Primorje Toslano Trikosmetics je preskočilo Radomlje Medex. Olimpija za rumenosrčnimi zaostaja za 4 točke. Krim Hubat je 6. Žena Maribor ima 13 točk, Gažon Lelog 10, po 6 pa Cerklje in Kirurgija Estetикал Aluminij. Žalec Trbovlje ostaja pri ničli. Podobno kot prejšnji krog se tudi ta začenja v petek, otvorila ga bosta Radomlje Medex in pa Gažon Lelog. Kirurgija Estetикал Aluminij igra Žalcem Trbovljami. V Ljubljani bomo imeli mestni derbi na Svobodi. Žena Maribor bo odpotoval na gostovanje k Primorju Toslano Trikosmetics, pomerila se bosta še Krim Hubat in Cerklje. V zadnjih sezonah smo bili vajeni, da se naslovi državnih prvakinj v ženskem nogometu podeljujejo v 4 starostnih kategorijah, in sicer članice, kadetinje v 17, starejše deklice v 15 ter mlajše deklice v 13. Prvič je bila sezona najnižje starostne kategorije odigrana leta 2012-2013. Zadnje prvakinje so bile članice Aluminija, ki so bile v finalu boljše od Cerkelj, a Štajerke naslova letos ne bodo branile, kajti prišlo je do spremembe tekmovalnega sistema. Ugotovitve, ki so bile po teh raziskavah, ki so jih naredili v zadnjih letih na nogometni zvezi, do tega, da prehitro dekleta spuščamo v nek tekmovalni sistem, kar se že v prejšnjem dobu ugotovilo, da ni dobro tudi pri fantih, kajti enostavno ta prehitra igra na rezultat enostavno ne omogoča igre na razvoj. In zato so se na nogometni zvezi odločili, da bojo z dekleti bomo začeli delati festivale, ki dekletom omogočijo ravno tako izkušnje, ki so pomembne, da se one razvijajo in brez nekega rezultatskega pritiska v nekem sproščenem vzdušju pridejo do teh izkušenj, ki jim bojo pol kasneje koristili v njihovi nogometni karieri. Torej glavna sprememba, tekmovalnost vsekakor, a rezultati se ne beležijo več. Ob tem pa imajo dekleta na festivalu nogometa še priložnost, da se pomerijo med sabo in ne le, da nastopajo v fantovskih ligah po posameznih regijah. Dekleta igrajo znotraj MNZ-jev, torej proti fantovskim ekipam, v večini so to nižje fantovske kategorije, verjetno U11, U12, torej da so leto ali 2 dekleta starejše od njih, tako da igrajo znotraj MNZ-ja. Poleg tega bo, kot sem že prej omenil, se vsake 14 ali pa enkrat na mesec odvijajo te festivali znotraj posameznih dekliških sredin, kjer se organizira tak turnir, da se povabi v bistvu dekleta iz vse Slovenije. Odziv je zelo dober, lahko rečemo. Do zdaj so se že 3 turnirji odvijali, ta je zdaj 4. Spomladi nas čakajo še 3 ali pa celo 4 turnirji. Zaključni festival naj bi bil na Brdu, tako da bojo dekleta lahko doživela še eno tako izkušnjo, ki jim je lahko zelo koristna v njihovi nadaljnji poti.
Ampak šport je in bo imel tekmovalno noto. Težko je popolnoma odmisliti rezultata, se poskusi na vsakem koraku poudariti pomen zabave ter uživanja v igri. V starejših kategorijah bo že prišel čas za taktične zamisli in igro na rezultat. Ja, jaz mislim, da imamo še tukaj nekaj dela, da bomo to izkoreninili, ker takoj, ko je neka tekma, kjer so dresi, kjer se malo bolj zares gre, si punce kar veliko naložijo. Tako da veliko delamo še na tem, da jih sprostimo, da je to res sproščeno druženje in igranje nogometa obenem. Mislim, mogoče iz vidika, da si mogoče kakšna kaj več upa, kar si mogoče ne bi, če bi se rezultat dejansko štel sam. Še zmer pa jih večino ne dojema, da je to brez rezultata. Definitivno pa je, da dekleta še zmeraj šteje rezultat znotraj same tekme in si to beležijo in to bomo težko izkorenili. Dejstvo pa je, da mi oziroma trenerji spodbujajo tak način dela in sigurno se bo to na dolgi rok poznalo in bojo dekleta še bolj od tega odnesla oziroma se nauči. Na Koperskem festivalnem dnevu je sodelovalo 10 ekip. V tej starostni kategoriji se igra še na nekoliko manjše gole po širini igrišča. Srečanja so bila omejena na 10 minut, punce pa so nastopile tako na naravni kot tudi umetni travi. Dogajanje je bilo dinamično, vsaka ekipa je dobila priložnost, da se pomeri proti vsaki. Punce pridejo z veseljem, rade imajo, da igrajo proti puncam, ker je zelo težko dobiti tudi prijateljske tekme s puncami, tako da to je velik plusno. To pa je definitivno, dekleta raje igrajo proti dekletom. To s komarkoli se pogovarjaš, definitivno je za njih je lažje. Zdaj, kaj je za razvoj boljše, je težko pač povedati, definitivno je višji nivo, večja dinamika, hitrejše vse skupaj s fanti, ampak se je treba znati prilagoditi. Tako da tista punca, ki se zna prilagoditi, je sigurno bolj uspešna. Bolj nam je zanimivo zdaj, ker ko igramo proti fantom, so pač mlajši in tle pa smo istih starosti in ja. Meni se zdi to ful super za razvoj deklet, da vse dobijo priložnost, mogoče začetnice bolj, manj igrajo na kakšnih drugih tekmah, tako da top. Obalni festivalni dan je bil zadnji od 4 v jesenskem obdobju. Kakšno pa je trenutno stanje ženskega nogometa na skrajnem zahodu države? Na Obali jaz mislim, da je dobro stanje, je pa lahko vedno še boljše. Moram reči, da tukaj zdaj je ta povezanost Kopra, Gažona, dobrodošla in mislim, da samo na takšen način lahko si še bolj, bom rekel, konkurenčen in predvsem s širšo bazo teh deklet tudi še bolj uspešen. Na precejšnjo bazo igralk so vedno lahko računali tudi pri Krimu. V prestolnici so 3 prvoligaši, vendar pa pri Krimovkah, potem ko so morali pred nekaj sezonami začeti skorajda znova, ker se je precejšnji del članic preselil v novo ustanovljen klub, spet merijo na višje cilje. Jaz bi rekla, da imamo kar par res potencialnih igralk v mlajših selekcijah. Seveda iz nobene ne bo noč, ne bo pač trdo delala, trenirala, ampak mislim pa, da se obetajo dobra leta za Krim čez par let, tako bom rekla. Statistika je v nogometu kruta. Na najvišjo raven pride le redko kdo, a začeti je treba s sanjami, ki so bržkone pri vseh podobne. Želim si biti uspešna, iti v reprezentanco in igrati člani v čim bolj uspešnih klubih. Kje pa recimo, če bi lahko izbral v tem trenutku? V bistvu bi igrala v Milanu ali pa v Barceloni.